Na novinarski konferenci v četrtek 10. oktobra ob 10. uri se je v gostišču Vinotoč na Škavcah v Slovenskih Konjicah predstavila gospa Renata Gabrovec, kandidatka stranke Slovenska ljudska stranka v 3. volilnem okraju 7. volilne enote za poslanko v Državnem zboru Republike Slovenije. Predstavila je sebe in volilni program ter tako uradno napovedala pričetek volilne kampanje. Po predstavitvi sta kandidatka Renata Gabrovec in predsednik stranke magister Radovan Žerjav odgovarjala na vprašanja. Gabrovčeva želi biti inovativna v načinu razmišljanja in v pristopu do reševanja vsakodnevne problematike. Pojmi kot inovacija in modernizacija se ne nanašajo le na tehnološki svet, pač pa na neko novo logiko razmišljanja, ki je času primerna. Inovativnost ni samo tehnološka, pač pa se lahko kaže v današnji družbi tudi kot kulturna in socialna vrednota. Iz njenega programa gre poudariti predvsem ekološko naravnanost, kjer ima prioritetno mesto zagotavljanje zdrave pitne vode, nadaljevanje medobčinskega projekta Očistimo reko Dravinjo, še več pozornosti pa bo namenila alternativnim in obnovljivim virom energije. Tudi razvoj turizma, ena od vodilnih gospodarskih panog tega območja, mora slediti varovanju okolja. Med projekti, ki so na območju občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje v fazi izvajanja, pa bo posebno pozornost namenila dokončanju kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju in projektu univerzijade, v katerega je vpeto območje Zreč. Si narodi, ki hrebeni dočaka dan, da kuder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak, da Spoštovane gospe in gospodje, cenjena Maja, hvala lepa za tole čudovito ustvarjeno vzdušje na današnji predstavitvi kandidatke za poslanko v Državnem zboru, gospe Renato Gabrovec. V čast mi je, da lahko v naši sredi pozdravim tudi predsednika Slovenske ljudske stranke, magistra Radovana Žerjava, podžupana občine Vitanje in predstavnika občinskega odbora, gospoda Milana Hrovata, in pa našega podpredsednika, dolgoletnega predsednika občinskega odbora Staneta Frima in seveda vse vas, predstavnike medijev in pa člane občinskega odbora. In takšen izjemen dan je danes, že začetek tele novinarske konference kaže na tisto vzdušje, ki vlada v tej Dravinjski dolini. To je pripadnost naši državi Sloveniji, slovenstvu, vrednotam, ki vladajo v teh krajih, in verjamem, da bo današnja napoved kandidature in tudi kasnejši dogodki, da bodo pripeljali do tistega 4. decembra, ko se bomo vsi skupaj veselili uspeha naše kandidatke in da bomo potem dobili pravzaprav orodje v roke, da bomo lahko skupaj sodelovali v dobro vseh nas in naše države. Predlagam, Renata, da opraviš to svojo osebno predstavitev, kasneje bom pa seveda zaprosil še predsednika stranke in pa vsakega izmed nas, da bomo kakšen stavek k temu dodali. Izvolite. Hvala za besedo. Posebej se vam ne rabim predstavljati, saj ste vsi domačini. Veste, da sem res vpeta v to lokalno skupnost, da živim in delam tukaj. Mogoče še samo besedo dve o tem, kako je prišlo do tega, da sem se odločila, da sprejmem povabilo in pa tudi na koncu koncev zaupanje Slovenske ljudske stranke. Veste, da me je v imenu občinskega odbora Konjiškega, Zreškega in Vitanskega nagovoril gospod Miran Gorinšek.
po pogovoru doma, seveda se te stvari pač morajo nekako dogovoriti z domačimi, ker družina se mora s tem strinjati, ne. Mi je moj mož rekel, poglej, pred 20 leti, ko je bila slovenska vojska, ko se je začela vojna za Slovenijo, sem se prostovoljno javil, da grem braniti domovino. Zdaj pa je mogoče na tebi, da se tudi ti odločaš in greš, mogoče ne braniti domovino, ampak mogoče pomagati ljudem, dati svoj doprinos. Jaz ti zaupam, jaz verjamem vate. In evo, malo sta me še potem gospod župan in pa gospod predsednik spodbudila in danes sem tukaj. Padlo je vprašanje, kaj pa lahko sploh jaz ponudim Ljudski stranki ali pa Sloveniji. Ampak tisti, ki me poznate, dobro veste, da stojim za svojimi besedami, da moja beseda ali pa moji projekti, ki sem si jih zadala in o njih govorila, niso obviseli v zraku, ampak so se realizirali. Vedno sem pač, ker sem izhajala ker sem pač delala z ljudmi na terenu, sem izhajala iz tega, da sem v službi zato, da jim pomagam. In tudi zato sem se odločila, da sprejmem kandidaturo, da na svoj način pomagam. Jaz sem se pripravljena učiti. Zanimivo, pred 7 leti, ko sem sprejela službo na Rdečem križu, so me novinarji spraševali, kako mislim organizirati delo. Pa sem rekla, počakajte, da zaviham rokave in da se zarijem v delo. Ni bilo treba dolgo čakati. Po enem tednu je bila toča in to je bila moja prva preizkušnja, ko je takratni župan, gospod Jazbec, me postavil na mesto predsednice komisije, ko smo ocenjevali škodo na terenu in tudi sredstva, ki so se zbirala na našem računu, potem pravično razdelili. Veliko delo je bilo za nami in tisto mi je dalo za leta. Pravzaprav se res ničesar ne ustrašim in tudi verjamem, da mi bo uspelo po svojih najboljših močeh pustiti sled v slovenski politiki, vkolikor pridem noter, za dobrobit slovenskega naroda, kot tudi lokalne skupnosti in pa stranke, ki me podpira. Politično sem popolnoma neobremenjena, dobro veste, in zato vsekakor bom skušala to, kar je pač tudi eno vodilo stranke, razmišljati in pa delati po zdravi kmečki pameti. Menim tudi, da je atribut več žensk v parlamentu vsekakor na mestu. Veste, vsi poznate ali pa poznamo prednosti žensk. Marljive smo, dosledne smo, delavne, vztrajne in pa seveda nekako v kritičnih situacijah znamo najti mogoče optimalno rešitev ali pa eno izmed optimalnejših rešitev. Znamo se dogovarjati, znamo kompromitirati. Tako da, no, se jaz verjamem, da moški tudi, ampak mogoče smo vseeno... Nisem se zato nasmehnil. Ne. Sicer pa težki časi so pred nami in graditi gradove v oblakih in obljubljati nemogoče nima nobenega smisla. Lahko bi obljubila najnižjo penzijo 1000 evrov, pa vsi vemo, da ni realna. Fejst bomo mogli stisniti, vsi skupaj bomo mogli šparati zato, da pridemo na zeleno vejo, pa mislim, da to ni problem. Če se to v družinah ali pa v lokalnih skupnostih da, se še bo na državnem nivoju dalo. Če vemo, da moramo pač neke nadstandardne privilegije, ki jih imamo, dati stran za to, da nam bo čez 2-3 leta boljše, mislim, da je to čisto sprejemljivo, pa da nam bo to nekako moglo iti v glavo. Ker drugače, brez šparjanja, pač res ne bo šlo, ampak vseeno, mogoče
Včeraj smo se sedli skupaj s predstavniki vseh 3 občin, pa se pogovorili, kaj je tisto, katero občino žuli, kaj je tisto, kaj je prioriteta na lokalnem nivoju. Na koncu koncev, če bom izvoljena od vas, zaradi tega, ker vi verjamete v mene, zaradi tega, ker vi želite, da predstavljam glas iz naših krajev, tam v Ljubljani, tam v parlamentu. Že program stranke, Slovenske ljudske stranke je zastavljen tako, da se bo najprej in največ naredilo na področju gospodarstva. In tudi tukaj v naših krajih ugotavljamo, da nimamo primernih prostorov za namestitev in širjenje gospodarskih dejavnosti. Skratka, ljudje so zainteresirani, da bi kakorkoli širili, ampak zaradi nekih določenih zakonskih omejitev to ne gre. Se pravi, to je ena izmed tistih prvih nalog, za katere si bom prizadevala. Potem za finančne podpore inovativnim rešitvam v gospodarstvu. Skratka, v občini Zreče so izdelali en program, eno nalogo si, da bodo vse patente in vse neke inovacije na nek način nagradili, in menim, da bi bilo to smiselno na vse občinske strukture oziroma vse občine in pa tudi na državnem nivoju v tem smislu. To bo verjetno še o tem kaj več povedal naš predsednik, ampak skratka, finančna podpora pri inovativnih rešitvah v gospodarstvu, potem za naše kraje, predvsem povečanje odstotka samooskrbe z lokalno pridelano hrano. Včeraj sem poslušala izjavo našega predsednika, ki pravi, da si pridelamo samo za zajtrk hrane in da to ni dovolj, da si želimo v naslednjem mandatu pridelati hrane vsaj še za kosilo, lastne hrane. Potem prizadevala se bom tudi za uresničitev projekta lokalnih tržnic. Skratka, hrana, ki se bo pridelala v teh naših krajih, da se bo lahko uspešno prodajala v šolah, v vrtcih. Skratka, zadeve bo treba temeljito načrtovati, se dogovarjati z temi javnimi zavodi, popisati potrebe in v sodelovanju z kmeti to tudi realizirati. In pa, da se seveda tržnice, ki so nekako ne morejo zaživeti, da zaživijo v pravi meri. Potem prizadevali se bom za ohranjanje in skrb ohranjanja narave v smislu ekologije. Tu imam v mislih preskrbo za zdravo pitno vodo, čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, potem poplavna varnost, potem nadaljevanje medobčinskega projekta Očistimo reko Dravinjo. Tu so še obnovljivi viri, ki naše okolje polno lesa, potem biomasa in učinkovita raba energije in pa fotovoltaika. Nekaj že imamo v Konicah, nekaj tudi v Zrečah, ampak vsi javni zavodi, strehe javnih zavodov so ravno primerne za to, da se sončne elektrarne postavijo. Potem turizem v našem področju je vsekakor pomembna gospodarska panoga, ki bo tudi v bodoče zagotavljal nova delovna mesta in pa prizadevala se bom lokalnemu okolju prijazen turizem. Nekako si ne znamo predstavljati, da bi se šli nek turboturizem, ker to za lokalno prebivalstvo nikakor ni prijazno. Se pravi, da se turistične kmetije prilagajajo potrebam ljudi, ki se bodo v naših krajih ustavljali brez pretirane agresivnosti.